Sponzorji me razvajajo, spet sem dobil paket od Brightona. Tako na hitro, kakor vidim, noter je en par nogavic, pa ena čepica s šiltom, bidon Brighton in pa seveda kolesarski računalnik Brighton Rider 460. Zmeri, ko dobim kakšno tako novo stvar, si najprej ogledam škatlico, pa da vidim, kaj lahko tukaj izvem. Se pravi, Brighton Rider 460, kolesarski računalnik, povezava je z aplikacijo Brighton Active, ki jo že imam. Dobite jo sicer na App Store ali pa na Google Play. Števc tako na prvi pogled kaže, da ima črno-bel zaslon. Tukaj piše 2,6-inčni displej, 32 ur zdrži baterija, povezava preko Bluetootha in polnjenje na USB-C, kar je super. Na tej strani imamo pa še nekatere zmogljive funkcije, in sicer navigacija, prikaz posameznih križišč, skupinska vožnja, povezava z radarsko lučko, vzponi, sledenje v živo, povezava z elektronskimi menjalniki in pa povezava s trenažerji. Možno je števc povezati tudi z drugimi aplikacijami, kot so recimo Komoot, Relief, Strava in druge. Zraven v paketu je bil tudi listek, da je treba pred prvo uporabo posodobiti programsko opremo števca, tako da zdaj bom kar odprl škatlico in si ogledal, kaj vse je noter. Prva stvar, ki mi je padla v roko, je tale nastavek za namestitev števca na balanco, kabel za polnjenje, navodila, to bom pogledal malo kasneje, ko bom vse skupaj hotel inštalirati. Aha, pa še varnostna vrvica, to je super, zato ker jaz nekako predvidevam, da bom ta števc imel izključno na gorskem kolesu, kjer je lahko kdaj več tresljajev in večja bojazen, da števc izgubiš. Tukaj je pa še števc. Nekje sem prebral, da ima 67 gramov, tak prijeten je na otip, mislim, da je celo malo širši od unga 750, ampak ok, v redu, lušna dimenzija, ga bom probal kar prižgati. Aha, najprej izbira jezika, English, Deutsch. Tu ni touchscreen, ok. Se pravi, tukaj se gre dol. Italijanski. Slovenščine nima, bo ostal kar angleški. Ok. English, yes. Mjere kilometri, kilogrami, stopinje. Brighton Active App. Tukaj bi zdaj jaz mogel naložiti si aplikacijo Brighton Active, ampak jaz to na telefonu že imam odprej, tako da tega koraka ne rabim. Ok, in zdaj. Ok. Moram dobiti kakšne nastavitve, menu. Nastavitve. Rad bi si nastavil kakšen datum, uro. Zna pa biti, da se bo to postavilo takrat, ko bom vse skupaj uparil z aplikacijo. Ja, to je vse. Se pravi, ko bom se povezal z aplikacijo, morda tudi s sateliti, potem takrat se mi bo nastavila tudi ura. Višina, tukaj lahko to probam kalibrirati, ampak jaz vem, da smo mi tle na 100 metrih. Opa.
Malo pogledam še, kako delujejo te gumbi. Ta je za prižgati in ugasniti števc, zraven ima tudi ikono za svetlobo. Aha, dejansko ga lahko imaš v dveh različnih načinih. Tu je gor dol, tle od spodaj kaže še 3 črtice, se pravi, tu je menu, če ga pridržiš. Ok, to smo ugotovili. Ta tipka je za nazaj. Ok, pa verjetno štarta vožnjo. Tukaj je prikaz na 6 podatkov. Hitrost, razdalja, čas vožnje, srčni utrip, procent vzpona in pa koliko si dosegel višine. Aha, tle piše, da čas ni pravilen in da moram pridobiti satelitski signal, tako da se bo vse skupaj pravilno nastavilo. Zdaj bom pogledal še, kakšne so ostale postavke v meniju. Course, route, ok. Aha, routes nimam, jih downloadam iz aplikacije. Workout, jih še nimam. Smart training, lahko dodam novo. Tu je za trenažer, se pravi, bi mogel povezati s trenažerjem, pa bi mi potem tam ustvarilo vajo. S tem se ne bomo zdaj ukvarjali. Skupinska vožnja, tu tudi nisem še nikoli poskusil in ne vem, kako dela. Nobena ni na urniku, moraš narediti oziroma se pridružiti skupini v Brighton Active aplikaciji. Ok. Potem imamo še obvestila. Status je vključen. Zadnja obvestila, zaenkrat jih ni. Ko se bom povezal z aplikacijo. Mislim, da vse skupaj kaže na to, da bo treba števc povezati z aplikacijo. Grem povezati zdaj števc s telefonom. Nastavitve, My Devices. Dodam. Evo, vse ga že vidi. Je treba kaj narediti. Seznani. Se tu je v sekundi, tu je hipoma. Ja, kot sem že prej omenil, v paketu je bilo tole obvestilo, pred prvo uporabo posodobite programsko opremo firmware z uporabo Brighton Update Tool ali Brighton Active aplikacije. Jaz imam tle Brighton Active. Firmware verzija, sam pa ne znam tu jaz zdaj updatati. Aha, povezana naprava, trenutno dela na starem firmwareu, saj v bistvu naredi vse samo malo je treba počakati. Bluetooth, no pa naj tu poupdata. Wow, čudovite. Precej na trdo gre, ampak ok, je taka fiksna vtičnica in tu je super. Evo, še malo, približno 5 minut je trajala tale namestitev. Zdaj bom imel najsodobnejši firmware dan. Števc se sam ponovno zažene. Po moje je downloadalo namestitev na telefon, zdaj pa še daje na števc. Se pravi, zdaj če jaz pogledam v menu. About, opa. Verzija 3.3.13,
Rečemo, da je to zdaj ta zadnji firmware. Tukaj sem videl še senzor, pa glede na to, da imam pri sebi senzor srčnega utripa, ga bom probal kar dodati. Ok, heart rate, ok. To je to. Evo, vidite, ko sem napet, ko snemam. 72 utrip, namesto da bi bil tam okrog 60 ali pa še kakšen manj. Navigacija. Kam? Naprimer Vogrsko. Probam downloadati na števc. Ja, evo, sicer zdaj nima GPS signala, to je razumljivo, ker sem noter v prostoru, ampak tako izgleda prikaz navigacije. Tu bom poskusil, ko bom šel z njim na cesto, bom si naredil eno mountain bike progo in bom videl dejansko, kako na terenu to izgleda. Tu z navigacijo mi je super všeč. Live track, tu mi je tudi všeč, da jaz lahko pošljem podatke svoji soprogi, ki je sem. Aha, tle moram zdaj popraviti podatke, ker jaz nisem rojen 1.1.81. Povezavo s Stravo zgleda je že aktivna. Tukaj bi jaz mogel spreminjati nastavitve prikaza števca. Mislim, da se tu v tem modelu ne da, tak občutek imam, glede na to, da je page prazen in bom zaenkrat pustil tako. Bom pa potem pogledal na spletno stran, če je še kakšna druga varianta. Bom dal zdaj števc za 5 minut na okno, upam, da bo dobil kakšen satelit, pa potem skupaj pogledamo še tu. Zdaj sem prišel števcem tle do okna in vidim, da je najdu satelite. Tu vidim po tej ikoni tukaj zgoraj levo. Popravlja se tudi ura, predvidevam, da tudi datum. Števc se je uspešno prižgal, povezal s telefonom, posodobil sem firmware, nastavil tiste svoje osnovne podatke, povezal sateliti, vse skupaj je pripravljeno na vožnjo, tako da v prvi priliki, ko bo malo lepše vreme, bom šel z njim na cesto in preveril delovanje. Kar je meni pomembno, live track, zato da lahko moja žena vidi lokacijo, kje se nahajam, kar je zaradi moje varnosti, če bi se mi karkoli kje zgodilo, da mi lahko pride na pomoč. Pomembno mi je tudi, da je števc povezan z mojo Stravo, kamor avtomatsko uploada mojo progo in pa seveda tudi ta baterija. Imam precej upanja, če zdrži 32 ur, bi to pomenilo, da lahko po 5-6 vožnjah šele računam na naslednje polnjenje. Kar se tiče navodil, zgleda sicer dosti, ampak to je zato, ker je v več jezikih. Realno, kar rabimo, je tle na začetku, to je ta del. Najprej setup, tu sem naredil, osnovne funkcije, tu smo sprobali. Ponovni zagon, kako začnemo, satelite sem povezal, tukaj je opisano, kako slediš progi, kako lahko načrtuješ vožnjo preko Brighton Active, importaš GPX ruto, kako lahko proge potem objaviš na Stravi ali pa na ostalih aplikacijah, kako poteka sinhronizacija podatkov. To je to, kaj dosti s tem se ni za ukvarjati, tu smo vse naredili. Jaz mislim, da je to en cenovno zelo dostopen števc. Ok, ima črno-bel zaslon, nima mogoče 17 ekrančkov in vseh tistih funkcij, ki jih imajo števci za 500 ali pa 600 evrov, ampak maloprodajna cena tega števca bo 129 evrov. Števc je prišel na slovensko tržišče 8. marca, tako da je čisto novo zunaj. Če nekdo ni prepričan, a bi imel kolesarski računalnik ali ne, mogoče je to tista vstopna točka, s katero se bo probal, malo videl navigacijo, malo načrtovanje vadb in tako naprej. Ok, nastavek damo na bilanco tako, da se vidi pravilno črka B. Jaz ga bom pritrdil z 2 elastikami. Tu so zelo močne elastike, zelo dobro tudi držijo. Vse skupaj deluje zelo fiksno. Evo, super, odlično. Jaz mislim, da kar se tiče unboxinga in te prve predstavitve, da je to to. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.